His name is James Cameron, the greatest pioneer. No sea too deep, no budget too steep. Oh, it's me, James Cameron. Ljudje in ljudine, poslušate 86. epizodo oziroma jubilejni 30. special iz karantene podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov, od F do Z. Obot, obiskovalci brezna z onostransko dekompresijo, smo, tako kot vedno, Mito Begić, Servus. Igor Harp Jo. in moja malenkost Aljoša Harlamov. Tokrat z nami gost, in sicer gre za glavnega organizatorja Meteorite, filozof skalo Simona Habjana. Simon, živjo? Živijo. Epizoda, ki jo snemamo, bi namreč v idealnih razmerah zdaj potekala v živo na Jesenicah pred živo publiko na Meteoriti 2021. Žal pa seveda zaradi razmer ta poteka izključno virtualno na spletu, kjer smo se srečali tudi mi, da prispevamo k letošnjemu programu Meteorite. Simon, mogoče vseeno najprej, kako sploh si, kako preživljaš to karanteno? Hvala za povabilo najprej. Karanteno preživljam tako, da sem nedavno začel delati v šolstvu in jo več ali manj preko Zooma zadnje čase. Tako da, kar se pa Meteorite tiče, te pa moram Aljoša popraviti, nisem glavni organizator, sem eden izmed organizatorjev. Se opravičujem, ja. Ja, tako da letos v bistvu moram najbolj pohvaliti našega predsednika Gregorja Vidmarja in pa Nika Bertoncla, ki sta v bistvu dala vse naše prispevke na net, na YouTube, na spletno stran in na Facebook. Tako da, letos žal ne pred občinstvom, ampak preko spleta spremljamo Meteorito, ki je v bistvu prestavljena iz lanskega leta, ker globine bi mogle biti že v letu 2020. Ja, lani je pa sploh ni bilo, ker smo vsi nekako pričakovali, da bo letos ful boljš. Kršni idioti, res. Ampak, super. Skratka, povabimo vse k Meteoriti, skratka, kje lahko spremljajo ljudje, če bi želeli karkoli spremljati. Spremljate lahko, bom rekel, na naši spletni strani meteorita.si, vse imamo tudi na Facebook strani Meteorita, imamo tudi svoj YouTube kanal Meteorita. Zdaj zadeva je takšna, da smo letos se odločili predstaviti globine človeškega telesa, oziroma globine na splošno. Do zdaj smo že predstavili globine človeškega telesa v obliki predavanj, izdelujemo tudi fantazijske maske, imamo natečaj za najfantazijsko masko na temo globine. Potem popeljali vas bomo tudi po globinah časa Jesenic, po starih Jesenicah. V soboto bo odprta tudi razstava na temo globin. 9. aprila, ko je pa 12. obletnica padca Meteorita, se pa podajamo v vesolje in bomo predstavili tudi meteorit iz Javori. Tako da bom rekel, program je kar pester. Pač poskušali smo narediti nekaj, da bi bilo za vsakega, ne. Seveda bom rekel, je pa tudi ta naš pričajoči podcast na spletnih straneh oziroma na Facebooku. Ja, seveda, hotel sem reči, da se seveda vsi vseeno veselimo, da se trudite, no, da stvari živijo tudi na spletu, se pa seveda vsi veselimo in upamo, da naslednje leto, da se spet srečamo v živo na Jesenicah pred živo publiko. 86. epizoda je torej 30. special iz karantene, že 30. če se oglašamo preko spleta, oziroma že malo večkrat, ampak nekaj specialov je bilo vmes, ki niso bili iz karantene, ampak so bili speciali druge vrste, pa so bili vseeno posneti v karanteni, ampak da ne bomo dlakocepili. Namenjeni so ti speciali našemu duševnemu zdravju, z njim pa želimo olajšati karanteno tudi vsem vam, ki ste te dni doma. Upamo, da to obdobje preživljate brez prevelikih pritiskov finančnih in drugih, med svojci, zdravi, ljubljeni in na varnem. In vsekakor tole snemamo za vse tiste, ki si izolacije ne morete privoščiti, oziroma vam je kapitalizem ne privošči, pa tudi za vse pogumne in preobremenjene, premalo cenjene ljudi tam zunaj, ki se izpostavljate, da bi pomagali najšibkejšim, bolnim, pa seveda, da bi omogočili izolacijo vsem nam, ki imamo ta privilegij. Hvala vam, tega ne bomo in ne smemo pozabiti.
V današnji epizodi bomo torej v skladu z letošnjo Meteorito, ki je posvečena globinam, govorili o filmu The Abyss oziroma Brezno iz leta 1989. Gre seveda za film Jamesa Camerona, enega od režiserjev, ki jih veliko omenjamo, ampak to je prva epizoda, ki jo posvečamo kateremukoli njegovemu filmu. Če filma še niste gledali, v tem primeru fuj, pojdite ga takoj zdaj pogledat in se k epizodi vrnite, ko boste popravili to zgodovinsko krivico. Epizoda bo namreč vsebovala kvarnike. Mi vas bomo počakali, zelo, zelo potrpežljivo bomo počakali, da popravite to krivico. Če pa ste film že pogledali, čestitke, ker ste basic obodovec oziroma obodovka, nataknite si skafander in nam sledite. Maestro, zaigraj eno globoko. Ok, nazaj smo, še vedno smo mi, še vedno govorimo o filmu The Abyss iz leta 1989. Fun fact, jaz sem bil star 6 let. Režiral in napisal je film James Cameron. Pred Breznom je naredil Terminatorja v 84. Aliens, se pravi nadaljevanje, čakaj, tretje nadaljevanje, ne. Drugo je, ne? Seveda. Drugo v 86 in Titanic Titanic seveda kasnejši 97, zdaj že malo mešam številke, ampak predtem je naredil Terminatorja in Aliene in vsi so veliko pričakovali in potem je prišel The Abyss, ki je mičkeno pogorel v kinih, o tem bomo več verjetno še v nadaljevanju. Zdaj le pa že dolg čakamo zadnji celovečerec, ki ga je naredil, sega v daljno leto 2009. Fun fact, jaz sem bil star takrat 26 let, zdaj le pa že dolg čakam, skratka Avatar 2 pride v naslednje leto, če bo vse po sreči, ampak snemanje so končali lani, tako da domnevam, da ta številka še vedno drži, potem pa bo vse do petke nekako izhajalo do leta 2028, imajo v načrtu so pentalogijo narediti do konca. Ampak mi bomo danes govorili o filmu The Abyss iz leta 89, kot sem že večkrat omenil. V njem v glavnih vlogah igrajo Ed Harris, ki igra Virgila Buda Brigmana, potem je Mary Elizabeth Mastrantonio, ki igra Dr. Lindsay Brigman, ti priimki, Michael Bean, ki igra tega, kaj že nekega... Kofi. Kako se to reče? Lieutenant? Poročnik, hvala Igor. Poročnik, jaz to je teh vojaških nikoli ne vem. Skratka, poročnika marincev, potem pa sta še Leo Burmester kot Catfish de Vries in Todd Graff kot Alan Hippie Carnes. Se verjetno je še kdo, ampak večinoma ima to zelo majhen cast. Zdaj, jaz ne vem, če moramo govoriti, kje ste Eda Harrisa videli, če ne veste, kje ste ga videli, vam jaz tudi ne znam. Polog. Kaj pomagati v Polog, tako. Igor je prihitil Mitota in je takoj daro ven za slikarstvo. Prav skočil je na Mike, stari, skočil je na Mike. Prav potrudil se je, da ga je, ampak seveda ga gledamo tudi v eni stvari, ki smo jo že obravnavali, namreč v Westworldu, v katerem smo že snemali epizodo. Tako da... Pa v The Rock, kjer smo govorili o Seanu Connerju. Točno, imaš prav, tudi tam smo govorili in tudi tam je bil Ed Harris omenjen. Ja. Okay. Pa Truman Show, nismo še ga obdelali sicer, ampak tam je on kar močen. No, jaz osebno se ga bom zmeraj zapomnil kot majorja Keniga, ne? Enemy the Gates. Lepa. Ja. Tam je tudi fajn, ja. Drugače Mary Elizabeth Mastrantonio imamo iz Scarfacea. Robina Hooda. Robin Hood, itak. Robin Hood, seveda.
Scarface, ne vem, zakaj je tle napisan The Perfect Storm, ampak okay, mogoče je to tudi omembe vreden film. Sure. Mislim, water-based, tako da ja. Mogoče to je. Michael Bean ali Bean? Skratka, ne vem, če ste opazili razliko, ampak Je pa bil v Terminatorju. Je bil pa seveda v Terminatorju, tako je pa v Tombstonu. Meni je v Tombstonu, pa v Navy Seals je igral v filmu. Skratka, Ja, pa v Mandalorianu. Ja. 5. del Ashoka, The Jedi, druga sezona, je on igral onga šerifa, no, da se tako izrazim. Dejansko sta z Edom Harrisom skupaj igrali v Alcatrazu. To je, ja. Ja. Vidiš, pa še v Alcatrazu. No, pa seveda je bil v Aliens. Itak. Pa Lušen. Lušten? Poleg Aliena. Ja, mislim, poleg Aliena. Absolutno, Igor. Paul Reiser ne more biti ta Lušen. Ne, to res ne. Zdaj, Leota Burmestra, jaz nisem zdaj neki, da bi vidim, da ima tle napisano The Last Temptation of Christ, recimo, pa Lone Star iz 96. Potem pa še nam stane Todd Graff, ki smo ga omenjali, ki pa tudi bolj ali manj ima napisano kot glavno referenco Diabis, ki ga bomo danes obravnavali. Skratka, tle na tej točki ponavadi Igorja pozovemo k temu, da nam razloži, kakšen film smo gledali, o čem se gre tale film. In Igor, oder je tvoj. Bis je zgodba o ljudeh, ki delajo na podvodni naftni ploščadi. Zdaj, ko je film nastajal, se vsem zdelo ful cool, da imaš lahko naftne ploščadi sred morja, ker pol ne onesnažuješ okolja, kjer živijo ljudje. Danes je pač to, sploh ne bi več imeli naftnih ploščadi in ne bi več črpali nafte, če je le možno, nekako se družba nagiba k temu, tako da to, kar oni počnejo, actually ni cool, ampak je pa zelo high-tech. In gremo skozi, da je to high-tech. Podvodno naftno ploščad so razvili ful soface in potem nenadoma vleti vojska in reče, mi rabimo vašo podvodno ploščad zato, da najdemo eno podmornico. Ne? Prva scena že, ki jo vidimo, je pač na tej podmornici, zelo vredo posneto, ker se pač znajde v neki paniki, v nekem strahu z nečem, kar se prehitro premika in potem se zabijajo in potopijo. Zdaj je zelo, zelo vredo posnet, ker imaš cel svet občutek, da jim bo ratalo, nekomu bo ratalo in potem vsi umrejo in si tako, kaj to gledam. In pol je ful bolj upbeat dalje film, ker pač spoznamo naše šlosarje. Se jim pridružijo vojaki, se jim pridruži bivša žena od kapitana, I guess, ker je to tudi plovilo, poveljnika te ploščadi, ki je in tudi sama inženirka in je pomagala zasnovati in ko je treba, jo tudi pomaga popraviti. Oni najdejo tisto podmornico, ki je tam uničena in hkrati pa ugotovijo, da se tudi spodaj pod morjem nahaja nekaj, kar ni z tega sveta, oziroma neka inteligenca, ki ni človeška. Vojaki padajo v paniko, tudi zato, ker je njihov poveljnik ima neki deep sea sickness, ne vem kaj že, kako se reče temu, in se mu tresejo roke in postaja paranoičen in ima atomsko bombo, ki jo je iz podmornice vzel. In potem se vse skupaj sprevrže v eno lov naokrog pod vodo, sem pa tja neki stiki s temi nezemljani, plavanje pod vodo na neverjetnih globinah, preizkušanje tehnologije, ki ti omogoča, da dihaš z neko tekočino na mesto kisikom, in potem na koncu tale Virgil gre rešiti, gre po tisto bombo, ki jo Kofi spusti proti vesoljcem,
da jo deaktivira, da vzpostavi stik z njimi in vesoljci se odločijo, da smo ljudje kul in navežejo stik z ljudmi. Obstajata dve verzije, eno je, ko pač rečejo kul, je, ko srečajo njega že, kar se mi zdi, da je dost realno, ker mislim, ko srečaš Eda Harrisa, pa rečeš stari, itak. Drugo pa je, kjer mu skenirajo misli, vržejo tsunamije, ki grozijo obaljnim mestom in potem rečejo, kul si, pa ugasnejo tsunamije. No, v glavnem, je še zadeva tudi First Contact event, podobno kot ko smo imeli First Contact Day, ne? Par dni nazaj, tako da je še toliko bolj primerno. To je bolj ali manj ta zgodba ljubezenska v osnovi med Virgilom in njegovo bivšo ženo, ki pač cel ta alien kontakt, pa vse to se mora zgoditi, pa skoč uničenje sveta, da ona dva lahko prideta skupaj. Ja, res je. Ja, mi to si hotel nekaj začeti. Potrjujem obnovo, ali kako naj rečem. A misliš, da smo rabili tvojo potrditev, ali kaj? Vedno rajš mojo potrditev. Skratka, film smo si ponovno pogledali, vsaj zame je minilo kar nekaj časa, no, da sem spet gledal tale film, nisem ga gledal, mislim, že več kot 10 let, no, skratka. In mogoče najprej pač povemo, tako kot ponovadi, kaj si mislimo o njem, kaj nam je bilo pač najbolj všeč pri filmu, pa kako je nenazadnje prestal ta nek preizkus časa, če temu lahko tako rečemo. Ne? Skratka, za tiste, ki domnevajo, da smo ga vsi videli že v mladosti, najmanj enkrat, kako se vam je zdel danes, je to film, ki še vedno drži, kaj vam je pri njem najbolj všeč, pa seveda tako, kot ponovadi, zato ker imamo gosta, začnemo seveda z gostom, tako da Simon, mogoče ti, nenazadnje, mislim, da a je bila ideja sploh že tvoja, si že ti rekel, da bi delali Abyss, ali smo se pol to... Mislim, da smo se že predlanski Meteoriti nekako dogovorili za Globine in Abyss, ja. Ja, jaz se v bistvu Abyssa zelo dobro spomnim, ker mislim, da sem ga videl leta 91 na eni zelo slabi VHS kaseti. In se ga zaradi tega zelo dobro spomnim. Takrat sem bil star, kot si ti omenil svoje leta, takrat sem bil star 14 let in smo ravno dobili videorekorder in se ga tako zelo dobro spomnim, sploh bom rekel teh podvodnih bitij, ker so rekel tekočinina prišla, bom rekel do obraza Mary Elizabeth Antonio. Mislim, meni je v bistvu ostal zelo v spominu, predvsem zaradi te tipične klaustrofobičnosti, ki jo imajo te globine zmeraj. Sploh recimo, bom rekel, ta neka, recimo, vse smo tudi konec koncev smo gledali pač dokumentarce, kako je bil film narejen, in zdaj pač vemo, kaj so vse naredili, da so mogli in po noči snemati in da so, bom rekel, neke ogromne črne stvari, bom rekel, plavali, da so naredili to temačnost, to strašansko globino, da je izgledal, kot da je strašanska globina, ni bilo kakšne sončeve svetlobe. In ta, bom rekel, ta klaustrofobičnost v bistvu se mi zdi tako zelo dobro predstavljena. Bom rekel, tudi ta drama, bom rekel, predvsem ta ljubezenska zgodba, kot je Igor omenil, se mi zdi tako zelo dobro upeta, bom rekel, s to klaustrofobičnostjo. Tudi to njun odnos Eda Harrisa pa njegove žene, je tak, bom rekel, na začetku zelo tak težak, zelo tak, dobesedno klaustrofobičen, da res paše, mi človek rekel, bom rekel, v to globino. A bi lahko rekel, da je malo pod pritiskom? Pod pritiskom, evo, idealno, točno to. Pod pritiskom. Jaz prav apeliram danes na vse, da uporabljate te nautične, oceanske fraze. Tako da, Aljoša, ne ona je prestal zob časa, ampak je šel v tok a veš, ja. Ja, in se mi zdi tako zelo taka zanimiva varianta, ker glede na to, da je bil, se mi zdi, eden prvih takih, ki je zelo dobro izkoristil vso to CGI tehnologijo, kar ste recimo poznali, bom rekel, in Sfera leta 98, in potem ta Underwater, ki je bil lani posnet s Winstonom Casselom, če je kdo gledal. Zelo podobne variante. Zdi se mi, da je Abyss res postavil, bom rekel, kar se tega tiče, sploh podvodnega snemanja, neke menike, Je pa zelo zanimivo, bom rekel, da je spet eden tistih filmov, ki je povezan z vodo,
mu in budžet, in poznejši uspeh v kinu ni bil naklonjen. Ne. Vse, kar je povezano z vodo, ne, ali pa veliko teh stvari, bom rekel, recimo Underworld, tipičen, oziroma Waterworld, ne, od Kostnerja, ne, tipičen primer, ne, zavlačevanje, bom rekel, snemanja, težki pogoji in na koncu v bistvu praktično propad in v bistvu na koncu zadeva, ki šele pozneje rata kult. Ne. In zato se mi zdi v bistvu zanimivo. No. Mislim, to z vodnimi filmi je tako, vseeno je Titanic en največjih uspešnic vseh časov, pa Jaws, film, ki je pač vzpostavil blockbuster in oba se veliko odvijata v vodi. Tako da to z vodnimi filmi je tako, zelo težko jih je posnet, dostkrat so izjemno dragi. In uspeh je pa ali bo ali ne bo, glih tako kot pri filmih o vesolju, ki tudi si imel, ne vem, od Sunshine, recimo od Danja Boyla, ki je čist flopno in en kup drugih, ki jih je pač, mislim, da če so malo brainy sci-fi, jih je težko tržiti in je pol dostkrat tukaj bolj problem, kot pa to, da se dogaja v vodi. No? Pak pri Abissu tega res nikoli nisem razumel, ker ko sem ga prvič videl, se meni zdelo wow! In ne vem, kako priznam, tako kot Simon, sem tudi jaz bil 14, ampak res ne vem, kaj je bilo narobe z ljudmi leta 98, ko je to prišlo ven, pa so šli v kino, pa so rekli, seriously. Ja, glem, očitno niso bili taki pacifisti kot vidva, no? Pa se mi je zdelo, spet alieni bojo zdaj nam govorili, kako naj živimo. Ja, itak, ko jih jebe, pizda. Drugačka, mislim, jaz se tle, ja, definitivno jaz mislim, da seveda, ja, gotovo je pač povezano s tem, da je filme vodi kar mal težko snemati, ne, in da pač nekaj, ampak seveda, ja, absolutno je pa tudi kar nekaj velikih uspešnic. Sem pa hotel med temi filmi z vodo, ki so pogoreli, omeniti tudi Shyamalanov The Sign, ki je tu film z vodo, ki je ful pogorel. Ja. Z vodo v kozarcih sicer, ampak glej. Ja, tap water. Je zelo pomembno. Ja. No, super, ja, hvala Simon, ja, the best. Igor, skratka, ti kar lahko nadaljuješ, skratka, tudi tebi, a kako se ti pa je zdaj zdel, ko nisi več 14? Super, jaz imam film na DVD-ju, Special Edition, in sem ga že večkrat gledal in je super. Mislim, posebni učinki so zelo v redu. Problem je pri temu Special Editionu, Extended, tele scene, ki so dodane, predvsem tu na koncu tsunami, to je malo shaky. Ampak, in mislim, da dejansko jih Cameron takrat ni vključil not glih zaradi tega, ker ni bil zadovoljen s tem, kako je to izgledalo in ker je moral film skrajšati pod 3 ure. Tako da mislim, da je bila prava odločitev, da je zaključil s tem, da alieni srečajo Eda Harrisa, pa rečejo, gremo na pier, ali karkoli. In no, mislim, kar se posebnih učinkov tiče, kar se tempa zgodbe tiče, razvoja likov, ni temu filmu nič za učitati. Ker dostkrat, če imaš filme iz 80-ih, da imajo neki tempo počasen ali pa neke off stvari, tukaj ni. To je zelo tight. Ful se pozna, da je predtem naredil Aliens, Cameron, ki je še bolj našponan in zatem je naredil te dva, ki je isto zelo tight. Tako da te 3 filme, ki jih je naredil enega za drugim, mislim, da predstavljajo nek resen presežek, ki ga težko kater drug režiser lahko naredi 3 toliko dobre akcionere enega za drugim. No. No, mislim, meni kljub vsemu, kar je Cameron naredil, se mi to zdi en njegovih najboljših filmov. Ne. Vsekakor ob boku Aliens pa te 2 zelo solidno stoji. No, ja. No, ok, super. Mito? Ja, jaz se ga pa v bistvu najbolj spomnim kot uvodno špico Sove, tale scena prav z tole,
kako so že oni temu rekli, sonda NTI-ev, ki pride noter v ladjo in potem posnema njihove obraze. To je bila uvodna špica Sove, s čist drugo glasbeno podlago in imam še vedno, tudi zdaj, ko sem ta film gledal, pričakoval to glasbeno podlago od Sove, veš. Morda mlajšim gledalcem razložimo, kaj je Sova. Sova je bil program, ki je združeval filme pa TV serije na pozno večer na RTV 1 ali 2, ne vem, nekaj od tega, v začetku 90-ih. Pozno po noči, poleti je bilo to na sporedu. Celo poletje so imeli serije in filme full dober izbor. In to je bilo v špici, bila je pa takrat še ena vodna stvar, eno sezono, se spomnim, oziroma 2 leti, je bila Sequest, DSV. Prav, vsak večer bilo treba biti doma do, ne vem, 10:30 ali kdaj, da se je začelo tisto Sequest. Pogledal en del, tisto je bilo super. Tako da, to je bil moj prvi stik z Abyssom, tako da, najlepša hvala, javni servis. Meni je film predvsem zanimiv, če ga postavljam zraven tega, kar sta vidva že vse povedala, torej lepa akcija, dober tempo, cool razvoj likov, čeprav imam pri likih tudi mogoče kakšen komentar več, zato ker v bistvu gledamo 3 like, vsi ostali so neki priveski zraven, ne, brez nekega razvoja ali kakorkoli. Mi je predvsem cool kot akcijski film, ker to Cameron zelo dobro vlada, on je meni res top shit režiser za akcijske filme. Od 7, ki jih je posnel, je v bistvu vsak lahko bran na ta način kot akcijski film. Tudi Titanic, ker druga polovica je itak akcija. True Lies, ne smemo pozabiti, je ena super akcija. Pa še tako bi gledal, če ga postaviš v razvoj, kjer je on začel z hororjem pa slasherjem, je v bistvu ta film tudi na nek način za to klaustrofobijo, pa kako pristopa do tega zelo en taki na pol horror film, kljub temu, da se v bistvu ima druge teme zraven prepopane. In je zelo dobro zdržal pritisk in tok časa. No, tako bom rekel. Sej jaz tudi nimam kaj pametnejšega dodati temu, meni se zdi, da je to dobro, jaz nisem toliko navdušen od liki, tudi jaz ne, zdi se mi, da je marsikaj tudi prehiter in tudi od tega, da Ed Harris najprej ono svojo ženo dobesedno sovraži, da je zveni, da je najhujša zločinka, da je paktirala z nacisti in pobila ne vem koliko ljudi, potem pa nenadoma odkrijeta oba, da sta strašno zaljubljena drug v drugega, se mi to zdi mogoče to kakšnih v razmerih dobro funkcionira, ampak meni se to zdi mičkeno nerealno, ampak vse ostalo je pa to, posebej me navdušuje pri tem filmu, kar mene navdušuje, je to, da v resnici če gledaš ta film, si rečeš, v resnici to je recimo nek mix The Thing, pa Aliena prvega, pa Odiseje v vesolju, recimo. Ne? In kar je on tukaj naredil, je da je naredil science fiction film, ki se dogaja v nekem drugem vesolju, skoraj da dobesedno vesolju. Ne? Ni velike razlike med tem, če bi zdaj mi pomislili, da se to dogaja na neki postaji vesoljski, ni velike razlike, ampak tisto v zgodbi, recimo sami, tudi tukaj srečamo aliene, ki so tam neki skriti, ne vem kaj, ampak tista razlika, ki pa je pa seveda naredi to zgodbo točno specifično diabes, in to je pritisk, voda, ki vdira, ta nek klaustrofobijo imaš ti tudi seveda v vesolju, ampak dobro, tam je vakum, če se nekaj odpre, ti umreš takoj. Tukaj pa voda počasno kodira noter. Imaš ful tega na ta način in pa dobra stara akcija, to bo Mito Podzne še gotovo povedal te stvari, ki jih je že govoril tudi nama. Dobra stara akcija, kjer režiser reče, pejte v vodo, zmrzovali boste. Kjer igralci
tudi malo ne igrajo, ampak pač res doživljajo ene te stvari. To je tako, kot če bi Joss Whedon snemal film Justice League, kjer jih Superman ostale tiranizira, a veš, ker bi se tudi ostali zelo hitro lahko poistovetili s tem, glede na to, kaj jim je on počel. Ne? Ja, se Whedon je očitno dovolj, veš. Ja. Ampak hočem reči, mislim, to je zdaj sicer bila malo neslana šala, ampak hočem reči, a veš, to je nek pristop k snemanju akcijskega filma, ki se zdi zelo otipljiv, zelo fizičen. In potem so tudi ene rešitve, ki pridejo iz tega, pač glej, sorry, jaz mislim, da je način, kako ti delaš neki, zelo povezan s tem, kaj pol dobiš, tudi na vsebino to vpliva. Danes, ko ti lahko CGI-jem vse narediš, a veš, si lahko zmisliš katerokoli zgodbo, nimaš nobene omejitve. Tukaj imaš pa ti ene stvari. Meni se zdi ful dobro, recimo, tisti trenutek je meni še vedno nekaj najbolj grozljivega, so mi eni 3 prizori v tem filmu. Ena je una Klinčeva podgana, ki se tam utapla, ki si tako, fakt se sem že pozabil, je to bila res podgana, pa se je res utapljala, ne? Ok, skratka, pozabimo to. Drugi prizor mi je seveda, ko se mora ona utopiti, da je on pripelje nazaj med žive, ki si tudi tako, fakt ne, ti si nor, mislim, kakšna rešitev ti je to, nobena, in pa seveda tretja, ko on pač to tekočino, ker se tudi dejansko mora dobesedno utopiti, pač tekočina mu mora napolniti pljuča, da on lahko zadiha. To so tako grozljivi prizori, ampak narejeni tako, kako te on pripelje do tega, da se to zgodi, kakšne pač rešitve ima, meni se zdi to pač briljantno, no, in tukaj Cameron se res pozna, da zna, a veš, to, kar mu recimo pri teh zelenih marsovčkih, hipijevskih, okrog onega drevesa ni tako dobro uspel, ker je res vse to CGI, da v resnici niti treba na nič več misliti, se meni zdi, no, pač meni Avatar ni tako super film, no, če smo že pri tem. Na tej Simon, točki si hotel? Ja. Bi polemiziral, ampak dam Simonu prednost. Ja. Meni je v bistvu to zanimivo, ali pa to mi je v bistvu nekako zelo pri Cameronu všeč, da je tukaj, recimo, Alien je pozitivc, ne? Je pozitivni lik, je Alien, ne? Recimo, ne kot, recimo, če gledamo na splošno globine vesolja, recimo, ne? Event Horizon, a ne, recimo, ali pa dejansko, rekel, ti vodni filmi, a ne, recimo, Sfera, Underworld, sem ga prej omenil. To so bili vsi, alieni so bili negativci. Ne? Tle je pa pozitiven lik, ne? Ampak ni cheesy. Ne? Je naredil, je zelo dobro, postavljen v samo zgodbo in se mi to zdi, kao v redu, neko upanje daje, kot vse tisti, ki so pa drugačni, so pa naši prijatelji, pa ni nujno, da so naši sovražniki. Ne? Pa ni tisto, kar najdemo v globinah, samo nekaj strašnega, lahko je tudi nekaj pozitivnega, recimo. Ne? Ja, to se čistrinjam. Ja. Ne jemljem jih sicer kao čisto a priori pozitivce, ko oni vseeno tamle, mislim, kjer je dušbegi, no, oni kar pošljajo tisti tsunami, ne vem, 1000 čevljski val ali kakorkoli na vse obale sveta, pa se pol po ogledu par SMS-ov odločijo drugače. Itak pa se odločijo, kako bojo sodili nam preko TV-ja. Tako da najlepša hvala za ta sodba. No, mislim, da ste že slišali za Prime Directive, mogoče kao, ne se vtikovati, pizda. Odjebite. Star Trek referenca še pred Star Trek kotičkom. Lepo. No, to z TV-jem je tudi referenca, mislim, da na Kontakt, ker ne vem, če je bila knjiga takrat Karla Sagana že zunaj, kjer je pač to prvi signal, ki ga alieni sploh dobijo od človeštva, je Hitlerjev, so posnetki Hitlerjeve parade olimpijskih iger v Münchnu. In je to uporabljeno kot informacija. Tako da to se mi zdi, televizija je pri nekem first contactu večkrat v sci-fiu igrala neko vlogo in tudi kot neka predstavitev človeške kulture v 80-ih. Ja, itak, deluje, no? Se bil dominanten medij. Ja, ampak po drugi strani se mi zdi pa vseeno bolj, mislim, tle je on tudi iskal po mojem nek način komunikacije, ker pač ti alieni ne govorijo in bi res bilo smešno, če bi zdaj
govorili v angleščini ali pa ne vem kaj. Ne. Ja, ne, se razumem. Pa tudi mislim, da osnovni koncept je bil, on nima dejansko nobenega bad guyja z rečemo travmi iz otroštva agendo. Ne? Ker tudi tale Marinc, on trpi zaradi tega neurosindroma, zaradi pritiska dekompresije. Ne? Alieni so pač malo zmedeni, ker gledajo glupe kanale, očitno pa Fox News. Mislim, da glavni bad guy je tu res okolje, ta abis, zato je v titlu, po moje, prav ta nemogoč okolje, v katerem se znajdejo ti naši liki. Ne? In to mislim, da se vrnem malo na tisto, kar si ti, Aljoša, pregovoril, to mislim, da je nekaj, kar Cameron zelo dobro počne. On furat poenostavlja, subtilnost mu je bolj ali manj tuja, bolj njega kurac, ne, za te neke podtone, on pač reče dobesedno, to so ti naši liki, gremo dalje. Ne? Ampak v čem je pa on ful dober nad temu, je da v bistvu v vseh akcijah ali pa v scenah, ki jih postavlja ob akcijo, pokaže, kaj ti liki doživljajo. Da si vzame čas, da naprimer tudi v Terminator 1, 2, v Aliens, pa tudi v Avatarju, zato bi rad malo polemiziral, si on kljub vsem možnostim ali pa omejitvam vzame čas, da pokaže, kako lik handla za neko bolečino, za neko situacijo, za neko prepreko, ki jo ima, si vzame čas, pokaže, ne vem, Sarah Connor, ki ima prešpikano nogo, ali pa naprimer Navi, ko napadajo ta letala, čist CGI, ampak si vzame čas, da naprimer pokaže, kako on mora tistega zmajčka, ne vem, okrog obrača, da res on helikopter zabriše v steno noter, naprimer. To se mi zdi Cameronova glavna odlika. On ve, kaj počne, on ve, kaj hoče in on to zna tudi potem zelo dobro posredovati, šteka, kaj dela, pa obvlada ta svoj medij v nulo. Ne? In tudi, kar je meni, naprimer, v prvih minutah tega filma všeč, najprej pokaže podmornico, vse je navarno, ta pritisk te vzjebe v nulo, to zaštekaš v parih minutah. Pol pa v parih minutah, ko nas predstavi za to posadko, dobiš ful lepo geografijo te ploščadi. Ne? Veš, kje se bo akcija odvijala, veš, kje se bo drama odvijala, da pol, ko se pa tempo pospeši, ko se akcija začne, dobro štekaš, kje so vrata, kje je nevarnost preži in tako naprej. Ne? Tu mislim, da Cameron kljub nadaljnim napredkom, ki jih je sam inoviral pa upeljal v filmsko industrijo, zelo dobro ve tudi v Avatarju, kako posnet napeto zadevo. No? In to se opazi v vseh njegovih 7 filmih. No? Tam mojih 5 centov. Evo. No, definitivno je seveda tudi taka tipična, ko smo že prijavili, taka tipična tema tudi abisa, ne? Skratka, pač nek pacifizem, neka želja potem, da bi pač ljudje se mal začeli zamisliti na tem, kaj počnemo drugemu. Ne nazadnje, jaz vseeno mislim, ti, tako kot si rekel, mi to pač, on ima to bolezen, ne, ampak meni se vseeno zdi, da že oni, ki pridejo dol, pač ti specialci, no, skratka, marinci, vedno to... Najveselejši, pač tjulni. Ja, tjulni, no, ko pridejo dol, že zelo zavzamejo tako neko avtoritarno držo, briga njih, kaj jim oni skušajo tam povedati, oni vse vejo, takoj vejo, kje je kaj, ne rabimo mi vas sploh. In se mi zdi, da vseeno kaže s tem neko to, a veš, kakšni so vojaki. Ne? Malo so arogantni, zato ker se jim mudi, jaz sem tako razumel. Veš, kao oni skušajo rešiti svoje pajdaše, za katere sumijo, da so najbrž zaprti od spod. Ne? To je ta phase 1, kam on z vrha reče. Jaz sem tako razumel. Sem dobil vibe, da oni že ves čas vejo, da tam ni koga za rešiti in da v resnici jim je to sam izgovor, da grejo na plan B, ki je pač ubiti tega sovjetskega... Ampak pač meni se zdi zelo pomembno, dobro, sicer unemu se meša, pa pol se mu tovariši uprejo, ne, na zadnje, ne, pač drugi vojaki tudi, ampak se mi vseeno zdi pomembna ta poanta, da vojska kar ustraja, da je to pač nek sovjetski podmornica in da pač noče videti, tudi ko vidi tisto stvar in ko ve, da to ne more biti sovjetska stvar, pač še vedno bojo šli, meljejo svojo, skušajo. Še bolj pa se mi zdi zanimivo to, kako ta nek badov šovinizem, ki se vendar kaže v odnosu do žene, ne, čeprav
pač tukaj jaz ne bi s tem pretiraval, ker je res do nje in pač očitno ima ta nek slab, ampak njun odnos je vseeno, ni tako simpel, je malo kompleksnosti noter, polko se pogovarjata, ampak se mi vseeno zdi ful zanimivo, kako ta njegov šovinizem, ki ga on govori, ampak se kasneje izkaže, da sam ni tak, ne, da je sam kot nek že malo feminističen moški, da skratka spoštuje tudi svojo ženo, da se da z njo, če je ne sovraži, se znata tudi dobro pogovarjati. Po drugi strani pa vojak, ki ne reče nič grdega o njej ali pa kakorkoli, ampak na koncu seveda se do nje tudi tako obnaša, najprej ugrabijo njo, pač hočejo njo imeti kar zaščit, ne, tam pa hočejo siliti skratka, pač za talko dobesedno jo pograbijo, ne pa jo morajo unreševati in tako. In se mi zdi, da se tukaj kaže in da je Cameron vendarle, ja, ni super subtilen človek, no, ampak se mi zdi, da v tem filmu vseeno obvlada neko subtilnost na ravni, vsaj tudi recimo grozljivke, ne, nazadnje Abyss malo ima feeling te grozljivke, ker mi tega aliena vidimo, v resnici ga ona vidi šele kaj po 1 uri filma. Ja. Prvič ga res vidi, ne? Ja. S tem, da vidi tisto neko... vidiš, kako se sveti naokrog, pol pa, da ko je tisti obraz, ta najbolj znana scena, to je pa že 1 ura mimo. Ja. In to se mi zdi prav, ker mislim, če bi jih že na začetku videl, bi imel neka pričakovanja, kako se bodo oni odzivali, tako pa ti do te točke ne veš, kaj so ti. Ne veš, ali so nevarni ali ne, takrat ugotoviš, da niso v bistvu. Ne? In do te točke je srhljivo, ker so alieni, ki veš, da so na nek način odgovorni za podmornico na začetku, ne? Niso nujno krivi, ampak se vseeno. Potem se tam pojavljajo, pa paniko zganjajo, elektrika jim zgine, vseeno se ti zdi, da je to neka nevarnost, ko prvič gledaš. Ne? Potem ko pa jih vidiš, pa ko Kofi reagira tako, kot reagira, pa ti postane jasno, da alieni niso nevarnost je Kofi. In v bistvu dobiš IT-ja tukaj na nek način notna. Ja. Jaz bi v bistvu še šel korak dalje. Cameron se v bistvu potrudi, da pokaže vojsko kot brez domišljije, pa panično. Pa vedno se mi zdi, da je Cameron, tako, tudi v ostalih filmih, ne, znanost proti vojski, ne. Poslušajmo znanstvenike. Ne. Bom rekel, vojska je zmeraj nek trdi čevelj, neka avtoritarna, še celo nelogična entiteta. Ne. Znanost je pa vedno tista, kao poslušajmo razum. Ne. V bistvu ne čist. V Aliens je zlobnež kapitalist. Vojska je brez domišljije samo zaradi poveljnika, ki je neizkušen. In brez domišljije, kot si zelo dobro prej omenil, medtem ko vsi ostali vojaki so pa srčni in znajo improvizirati in pripravljeni narediti vse, da bodo pomagali drug drugemu in zaščitili ljudi. Kar se mi zdi, da jim daje, da niso oni proti znanosti, ampak hoče reči, vojaki so v redu, vodstvene strukture so pa problem. In kapitalizem. So vodstvene strukture so v bistvu bolj, bom rekel, podaljšana roka kapitalizma. Recimo. Pa šel zdaj. Ja, ni nujno. No, plus to seveda, da nam že citat, Nietzschejev citat na začetku, ne, skratka, če boste predolgo gledali v ponor oziroma v brezno, bo brezno pogledalo nazaj, se vam lahko zgodi, da brezno pogleda vas nazaj. Ne. Seveda tudi to pomeni, da vsako teh likov nekako spozna samega sebe v resnici šele v tej globini. Ne. Skratka, od vojaka pride ta paranoja ven, ki je seveda značilna za hladnovojne odnose, ne, ki so jih pač poganjala paranoja. Skratka, ženski lik se izkaže, da seveda za to neko hladno zunanjostjo, pač neke beč, ki tam pač mora v tem moškem svetu, v industriji te absolutno verjamem, da tako delovati, da je pod njo tudi neka oseba, no bomo tako rekli, ne, enako se za Eda Harrisa pokaže, ne, v končni fazi se tudi za unga Hrusta izkaže, ki ga Ed Harris pusti potem tam noter, da gre sam pač napast lieutenanta, ne, se izkaže, da je zbral pogum in prišel za njim, recimo, ne. Tako da imaš malo teh tudi
te take, bi rekel, čista človeška narava. Hkrati pa seveda nam alieni pokažejo to, kar smo mi v globinih. Ne? Smo neka uničevalna bitja, ki se pač med sabo uničujemo, ne glede na to, ali gledajo Fox News ali ne. Jaz mislim, da jim to vendarle TV pokaže. Kaj pa če alieni nam v globini pokaže, da smo dejansko mi alieni, pa tujci drugemu. Sej definitivno na tej globini človek je alien, zato pa rabi vso to opremo, ki jo ima. In definitivno meni je bilo več čas smešno, zakaj so oni takoj poguntali, da so oni alieni. Zakaj pa ne bi oni že milijone let živeli na tej globini? Se človek nikoli ni bil na tej globini, da bi lahko vedel, kakšne pošasti so vse tam noter. Ja, v filmu The Meg, Megalodon, se noben ne pomisli, da je Megalodon alien, ampak pomislijo, da je pač Megalodon, ker zgleda kot Megalodon. Ja, no, sej alieni pa res zgledajo kot alieni, to imaš pa prav. So se prav potrudili, da zgledajo tako. Mislim, da prepoposlen link od spodaj, tu mu samo en hiter intermezzo noter vseku. Glavni dizajner za koncept alienov je bil Jean Giraud oziroma Mobius, slaven francoski stripar, ki ga poznate iz podcasta Obod, seveda, ker smo ga že parkrat omenili. Poglejte si tale link prav na Heavy Metal stran, on je bil en od soustanoviteljev tega slavnega striporskega podviga in so noter full cool risbe. Veš, kaj bi pa jaz vprašal? Ker meni je pa, če gremo samo na kamero na hitro nazaj, pol pa lahko mogoče še kaj o konceptih, ker jaz pa najdem v Abyssu eno ločnico med tem, kaj on počel prej pa kasneje. Predvsem z ženskimi liki, ker si Aljoša zdaj že parkrat omenil tale neko razmerje, ne? Med Badom pa njegovo ženo, ločeno, ne? Oziroma vse v postopku sta. Ker Cameron, to je njegov tretji film, pač veliko proračunski tretji film, je ženske imel noter vedno kot zelo samostojne ženske, mislim močne ženske, Ripley, Sarah Connor, pa tle tale, pozabo s njimi, prosim nekaj, da mi ne pomaga, kak je ime? Sarah? Ne, Lizzie. Lindsay, ja, thanks. Kar je meni zanimivo, pri vseh teh treh ženskah so v bistvu kao zelo preproste, nesubtilne vloge imajo, kao mlada ženska, mati, tle pa kao znanstvenica / inženirka, strojnica, in to so njihove glavne vloge. Ne? Te neke obstranske zadeve, predvsem tukaj v tem filmu do Bada, se mi zdi zelo zanimivo, ker je full non-seksi vse skupnjuno razmerje. Kdo od vas to poštekel? Pa tudi v prejšnjih dveh inačicah njegovih ženskih likov, da ni toliko seksa noter v vsem tem skupaj, te neke spolne napetosti, ki bi ga pričakoval kao v nekih klaustrofobičnih napetih zadevah, kar pa je zanimivo, da pa pač potem v True Lies Titanic pa malo več tega noter upelje, malo več se sprosti pri temu ženskemu aspektu. Ne vem, sej Sarah Connor tudi seksa. Imaš zelo nežno ljubezensko sceno v Terminatorju. Ampak tisto je, seveda da je, ampak tisto je zelo drugače, se mi zdi zastavljeno, po nekem vibu, feelingu, kako ne rečem. Ženske so dejansko bolj, bom rekel, samostojne in hladne, bi človek rekel prej. Se strinjam, ja, definitivno. Ja. Jaz imam neki tak feeling, da v teh prvih treh filmih jih je imel absolutno samostojne, pa kot feministične like, seveda, ne? Samo da mogoče na ta aspekt, spolni aspekt ali pa erotični aspekt, gledam tu oboje stransko, moško in žensko, ni toliko pozornosti polagal. To ima en feeling v njegovih prvih treh filmih. Medtem ko tam Schwarzenegger pa Jamie Lee Curtis, naprimer, je pa imaš že ful več tega noter, ne, v njunem razmerju, pa več tega posnetega. Ne. Ed Harris je ful tukaj zgoraj brez plava in vse to, ne vem. Ja, samo komu on to kaže, veš? Mislim, njuno razmerje je bolj ali manj hladno, na robu propada, pa tudi, če sem čisto odkrit, ona, kako se odziva že kasneje v filmu, ne, po vseh teh akcijah, ni glih kao neko razmerje, ni glih
kot nek lik ali pa nekdo, ki se je kar naenkrat utopil, pa skužil, se mogoče pa še je tle neki. Ker vsa ta igra, ki je tam prisotna, zgodba in dialogi, se mi niti ne zdijo, da so na tem levelu, da bi rekli, ona dva ta pa zdaj do konca skupaj. Ona dva nista nič rešila v svojem razmerju, nobenih problemov nista sfiltrirala. Vem, ampak to pa je ful tipično za to obdobje. Mislim, poglej si Die Hard ali John McClane pa njegova žena karkoli razrešita. Ja, on ji reši življenje, ona tudi pomaga pri tem, da rešijo Nakamura Tower ali whatever, ampak to je to, daš skozi bistvo romance, ki je na robu in pride nazaj skupaj. Za akcionere 80-ih je to, da so dali nek life and death situation skozi in zdaj se lahko imajo radi. Čeprav, kar je pa ful dobro v Die Hard 2 ali 3, pokaže, da to ne deluje na dolgi rok. V trojki. V trojki sta že ločene, ja. Torej pa če rečeš, da to je the 80s, da pač, Ja. Mislim, se kupimo v razlagu, samo pač meni je zanimivo, da je pač glihle ena leta 89 ločnica, in prav pri Cameronu. Mislim pa, da v Terminatorju prvem imaš tisto romantično sceno in v Aliens imaš en kup spogledovanja med Hicksom pa Ripleyjevo in Vasquezova pa oni, ko umreta skupaj. Ja, ona dva, Mislim, imaš te momente med liki, ki presegajo prijateljstvo. Ampak ni pa zdaj, da bi tu bila kakšna erotika noter, recimo. No, sej tudi vprašanje v resnici, kaj je boljš, no? Pač ta dva lika, Bat pa njegova žena, sta pač ful hladna, ampak na koncu najdeta ljubezen in sta srečna. V Titaniku je ona toliko zaljubljena v Vanga, da ne more logično premisliti in ugotoviti, da ima on plac poleg nje. Mislim, da je meni bolj všeč ta varianta. Jaz se pa ne bi strinjal, da sta tukaj oba dva hladna. Saj Bat ni hladen, ne? Bat že od začetka skozi kaže, da bi on, bom rekel, se rad pobotal z njo, konec koncev, ne? Stari, on ima dobesedno hladno roko, pizda. Ja. Kaj grejo veci po faktu. Grejo veci po tukaj, ja. Pa tudi že od začetka kaže to, da bi rad bil zgoraj brez čim več on. Igor, zelo zanimiva mi je ta pozornost na to toples. Ok. Mislim, kudos. Ni zakaj. Ne, ker tudi, veš, na koncu, kjer kulminira, kao ta, rečemo, če sploh kakšna spolna napetost obstaja, je, ko jo on oživlja, on kriči na njo, res je huda scena, ala vera, kako so to odigrali, še posebej, ker vem, da v ozadju je igralki dopizlo vse skupaj, ona je odkorakala iz snemanja in Ed Harris zadnje te krike odigra v kamero, sploh ne v igralko noter. Ampak se mi zdi, da veš, vso to kričanje, vso to tako, je kot neko nasilo obuditi njun propadl zakon, ki niti na koncu, če pogledaš zadnjo sceno, ona dva se poljubita, ampak kako se poljubita? Stran od nas, razumeš? Ona tudi ne skače do stropa, do plafona, ko se on prikaže, tam od spodaj je samo tako, ti si pizda. Ona dva bi rada bila proč od vseh ljudi, šla ste razviti podvodno naftno tole ploščad, zato da ste lahko bek od folka. Zdaj se bo tam pred kamero lupškala, Ne, ampak tako pa bom tako rekel. Probi, naslednjič, ko boš gledal ta film, mogoče je Special Edition, ki smo ga jaz pa Aljoša, ne vem, za vidva sta gledala Special Edition, ko je torej 2 uri 43 minut verzije, kjer je več štofa med njima, ne. Jaz imam feeling, da tega ni toliko tam, da ta njuno razmerje je malo tako, bolj po sili razmer sta tukaj noter, kot pa da bo ta vidva kakoli rešila. Naslednjič, ko boš gledal, bod pozoren na te scene, me prav zanima, kaj boš naslednjič komentiral. No, je pa tudi res, da je to en tak film zelo za sodobnost, za današnje dni, ker ona dva dejansko svoje razmerje obnovita prek SMS-ov. Ni pač, veš, to je res, ko se on začne spuščati noter, oziroma ona mu sicer preko glasu, no, on njej odpisuje, dajmo tako reči. Ja. Ampak tam je pač ta ključna, niti ne meni toliko slaba, pač čeprav pride na popolnoma neumnem mestu in ne veš zakaj, ampak ta zgodbica o 2 svečah, no, ta se mi je zdela pač tako
Pač kratka, v temi sva dve sveči, ki bosta stala drug ob drugem in bosta vedno pač svetila skupaj. To se mi je zdelo tako. Cameron, top subtilnost Camerona, veš. Ja, pa glej, no pa. Kaj bi tema je, tema sveča, tle so v globini, je tema, to je vse, glej. Meni je pri tej SMS sceni najbolj všeč ti ostali liki, ki so okroka, veš. Ne, Linci se ne zna z Badom pogovarjati in mora biti tale temnopolti lik, igralka, ne, v bistvu Linci prekine pa reče, ne, fucking pogovarji se z njima, se ti sploh znaš fucking pogovarjati, ne, to vklopi empatijo, ne, kao to je tvoj, tak se ne razumije, to je tvoj mož, pogovarji se z njima, ne izega, veš, kao nakladati, na kjeri fucking globini je noter, ne, in to bi rad omenil, ne, zdaj na tej točki, da ti ostali stranski liki, ki so noter, se mi zdijo, pozor, kot avatarji nekih določenih aspektov teh treh glavnih likov, ne, ki so v konfliktu med sabo, ne, torej moški, ženska pa bad guy. Ker ona dva vojaka skušata ali Kofi ali kako ima že ime, Bina, ne, torej podpreti, en pa mu nasprotuje. Medtem ko on Hammer je, kao rečemo temu, Badova agresija, ta neki podporni steber, temnopolta je pa kao rečemo ta neki bolj čustveni ženski aspekt noter, ampak če pa si pozoren, vsi ostali liki nimajo nobenega razvoja in so zgolj zato, da dajo malo več štofa na te konflikte pa na to dramo pri teh glavnih treh likih. Ne. In najbolj pride to v ospredju v tej SMS sceni, ko ona njo prekine pa reče, ne, ti se moraš z njima pogovarjati. To se meni zdi zanimivo, kako jih je. Meni se pa dejansko zdi, da se, bom rekel, ta njun odnos, ne, ker je ona, recimo, ona je, kot bom rekel, bolj logičen lik, kot on je bolj čustven lik, ne, but. Njun odnos, bom rekel, se pa ravno prelom, takrat, ko bom rekel, predno ona pač mora umreti, ne, ker se on zadene nad njo jebeš logiko, ne. Takrat ona, bom rekel, v bistvu začne, bom rekel, bolj čustvovati, bom rekel, in se, bom rekel, bolj ga začne razumevati, ne. In on, bom rekel, on v tistem trenutku rata bolj logičen od nje same, ne. Lej, to je logika, pač tako narediva, ne, in bom rekel, takrat se njun odnos, imam občutek, bom rekel, obrne. To z SMS se mi zdi se mi zdi pa že nadaljevanje, ne. Je ona takrat, bom rekel, že v bistvu vzpostavlja stik s svojo čustveno stranjo, recimo, ne. No, to je kar ok. Ja. Pač skratka v vodo takrat ona gre še kot Lindsay siva, nazaj pa pride kot Lindsay bela. Lepo. Ja, mislim, zdaj nekaj sem še hotel, nekaj sem se še spomnil vmes, pa sem spet, zdaj sem v hipu pozabil, kaj sem hotel povedati, no. Ja, tisto mi je bilo, tu je tudi Cameron zelo hitro, se mi zdi, pač glede mito, pač se strinjam, eni liki tu niso razviti, to se mislim, da zelo dobro tudi pokaže v unem delu, ki je tudi na special editionu, ko pojejo ta nek komad, country komad, ki ga Črnka vrti, Črnka pod vodo, ki posluša country, to je pač nekaj najbolj zabavnega na tem svetu. In to je pač v resnici nek povezovalen en prizor, ki bi ti zdaj gledal, kako so oni neki buddy, friendi in to preden pride nekdo tujec noter na to postajo, ne? Ampak pojejo sam trije, ne? Skratka, una dva tam v kabini in ona, ne? Je pa to, ta prizor, zdaj ne bom rekel, da je to prvi in da je to Cameron izumil, ne? Ampak recimo to smo gledali letos v Polnočnem nebu, pa to smo gledali, mislim, da še jaz sem gledal v tem korejskem ali kitajskem Space Sweepersih, je spet ta podoba, tako da zgleda, da je to ZF čisto v grabu to, da vsi zdaj pojejo neko pesem, medtem ko so zunaj na misiji in to se očitno je to postal nek stalen trop. Meni se zdi, da kaj je bolj toplega v neki hladno-tehnološkem, klaustrofobičnem okolju, kot je človeški glas, ne? Ki poje. To je citat epizode. Ja, kako poetično si to blekno, lepo. Zelo. Lepo. Ja. A sem dosegel kakšno globino? Ček. Mi totale misel je direkt z Marijanskega jarka. To absolutno ti obljubam. No. Ja, pač omenili smo že tudi malo podobne filme. Ne? Jaz mislim, da je ta pač to njegovo potovanje Badovo potem v globino zelo podobno recimo Odiseji, ne? Na nek način. Tudi ta končna
ti prizori so že mal psihedelični s temi pač nezemljančki, ki res gledajo tako čudovitih barv in zelo so pisani in svetleči. Potem Alienom je seveda podobno po tej klaustrofobiji, meni tudi The Thing pač zelo deluje, The Thing pač z temi, tam je pač tudi neko sovražno okolje, v katerem človek v resnici ne bi smel biti, pa se potem še neka tujec noter. Kako je pa še ima kdo kakšno referenco, podobnost, dosti je še tudi podvodnih, ampak recimo, če gledamo podvodne, recimo Lov na Rdeči oktober je nekaj čist drugega, čeprav je seveda jaz mislim, da hladna vojna. Mogoče po temi bi rekel, da je Star Trek 4 Voyage Home, ko oni tistega kita v preteklosti rešijo, da je v bistvu ta eko tema, ne, tako prisotna, ker ali pa Aquaman, a veš, da v bistvu je ta ogrožanje kopenskega prebivalstva za tem, kaj mi počnemo v morju in da se nam morje slejko prej maščuje, kot se nam tudi zdaj z onesnaževanjem s plastiko, pa z živim srebrom, pa Fukushima, da si ne upaš niti ribe več naročiti, da je pač to, da je v bistvu zelo 80s tema, ampak hkrati tudi very contemporary. Ne? In hkrati je ekofilm o ljudeh, ki imajo naftno ploščad. To sicer nikoli ne zvrtajo not, to mi je kul, veš kao, ne? Ja, mi smo oil drillers, ampak v bistvu nikoli ne vidiš nobene nafte, ne? To mi je najbolj kul. Je pa tale koncept, da so ljudje, ki delajo na naftni ploščadi, super kul tudi potem Armagedon uporabo, kjer tudi gredo delavci z naftne ploščadi delati luknjo v asteroid, ker je to nekaj najbolj logičnega, Igor. Pač Armagedon je priznal, da nimamo podvodnih ploščadi, rad bi šli kakšni ti, Ed Harris. A ni zrcalna slika tega v bistvu Alaska Burninga, veš kao, tega filma. To je naftna ploščad, ampak vse na površju, veš kao, pa tam akcija. Se pravi, rekel, naftari, ki dobijo kar naenkrat vest. Ne? Je pa res, da se naftna industrija tudi poganja vojno, ne? Tako da so posredno seveda tudi oni krivi točno za te prizore, ki jih nezemljani kažejo. Je pa zdi se mi pa super, mi tukaj si omenil Aquamana, kjer je točno ta pač fora, ne? Da zdaj bo pa Aquaman more preprečiti, da se nam ocean ne maščuje nam na kopnem, ampak da nam da samo nek warning ali ne vem kaj. Ja, isto kot Ed Harris mora iti Momoa pač v globeli, da prepreči poplavo. Jaz se na koncu bom rekel, tudi vsi ti podmorniški filmi, bom rekel, nam vedno kažejo, bom rekel, da nam jedrska, recimo, kataklizma grozi iz globin, ne? Crimson Tide, Lov na Rdeči oktober, Das Boot mogoče ne toliko, ne? Ampak bom rekel, zmeri nekaj največja grožnja vedno prihaja iz globin, iz ničesar neznanega, iz nekega brezna, ne? Ali iz brezna vesolja, bom rekel, ali pa iz brezna koncev tihega oceanov nekih, ne? Se dejansko za človeštvo je bolj ali manj stoletja bil ocean to, kar trenutno smatramo po post-Star Trek, rečemo skrivnost ali pa uganka vesolja. Ker pač mi polovico, ne vem, 90% tega šita, kar je pod gladino, ne poznamo, ne vemo, vidimo podobe zelo skrajno bizarnih oblik življenja, in je to v bistvu že za domišljijo ful unheimlich. Tako da se tukaj in vse podmorniške fore poigravajo z temo, kar nas, ne vem, za kar ne vemo, da nas ogroža, ne? Zato ker pač ne vemo, kaj je tisto tam. Ne? Sej morje je tudi stalna, ocean je stalna metafora za nezavedno, ne? To je vedno je morje, kar je seveda sicer tudi povezano s tem, da so naši spomini, oziroma da se kot otroci, kot zarodki razvijamo v vodi, ne? Se pravi in da pač tudi to imamo nek spomin, tekoč spomin na te stvari. Drugače, se kdo spomni, kaj je bil on film z... A ni to hud deep cut, ker veš, preden se on utopi v tisti kao kisikovi vodi, ne, mu reče, kao ne se boriti, kao samo spomni se, 9 mesecev si dihal v maternici, in pol on gre v neko globino in na koncu ga počaka v bistvu zelo ovalen lik,
ki potem na površje priplava. Ne? In mislim, da bom dal en link od spod. En kratek doku je o special effects timu, ki je v ozadju delal Aliene in vse te ekiparske zadeve, da je od Camerona prav direktiva prišla. Alien ship mora izgledati, citiram, circular and oval. Tako da, veš, se vrača v maternico nazaj. Ja, vsa ta simbolika ni za brez veze. Več čas govoriš, kako je Cameron nesubtilen. Glej, klica. Mislim, to je še potem podobno z bližnjimi srečanji Spielbergovimi vsekakor, ki tisti film ima še res dolg konec, ampak je zelo to srečanje z alieni, pa mir, pa vse to. Ogromno sci-fi filmov je imelo te koncepte pri nekih first contact scenarijih. Tudi, ne vem, s Solarisom se bi dalo najti sporednice, seveda. Pa Star Trekom, seveda. Pa Star Trekom, kot zmeraj. Absolutno Star Trekom. In če smo v Abissu povedali, kar smo imeli povedati, potem zdaj gremo na Star Trek. Star Trek kotiček. Mito, kaj si nam pripravil, kako se lahko ta film poveže s Star Trekom, če so pa alieni odkrita, res nesubtilni v Star Treku? Se tudi v teh dveh primerih, ki sem jih dodal noter, en del je The Original Animated Series. Pozabil sem za naslov, ali še mi prebereš naslov epizode? Ja, The Ambergris Element. Ja, za ta epizoda je full funny, ker se dogaja na planetu, kjer je samo ocean, za full malo kopnega. Spock in Kirk se ponesrečita in jo najdejo 5 dni kasneje utopljena in ne zmorete več dihati, sta živa, a ne zmorete več dihati zraka in se morate potopiti v globine, da najdete svoja pljuča. Res je, ker so jima zrasli, so jima pa ti, no? Ja, neke škrge ali neki. Škrge, ja. To je pač en taki, jaz sem včeraj prvič ta del pogledal, ker drugače Animated Series nisem glih toliko obdelal in je kar funny, no. Ta drug primer je pa iz Voyagerja, 5. sezona, 9. del, 30 Days, in bom predal besedo agentu Igorju, ki ga je pogledal tudi. Ja. 30 Days ima, jaz sem ga zdaj pogledal, prvič sem ga videl v bistvu in mi je všeč koncept in to je, da je ocean sam v vesolju. Cel planet je zgolj ocean, en mehurček vode, ki obstaja v vesolju in izkaže se, da v središču je neka mašina 100,000 let že, ki drži zadevo skupaj. In tam not se je pa naselila, potem to je ustvarila, kot ugotovijo kasneje, ustvarila neka civilizacija, ki je iz planeta vzela vso vodo in karkoli. In potem je tiste ljudje, bitja, kakorkoli so šli, zdaj so se pa not naselili neki drugi, ki pa ful kisik uporabljajo, rudarijo, I guess, in zaradi tega planet oziroma tale bubble oziroma ne vem, teardrop zgublja torej stasis, pač razpadati začenja. In potem Paris se odloči, da je pomorščak in da bo to jim pomagal na silo, kljub temu, da oni iz političnih vzrokov nočejo, in imaš ful tole ekopolitično štorijo, da vsi se zavedamo, da planet gre v propad, ampak politiki rečejo, ja, ok, to bomo počasi rešili. In on proba reagirati takoj, kljub temu, da je to nasprotju s Prime Directive, in pol pristane v 30-dnevni izolaciji. Zaporu pa... Ja. In to je nekako to, kar je od štorije, ampak zelo v redu se navezuje tukaj na Abyss, že vsa tista potovanja, ki so tam dosti bolj rudimentarno narejena pod vodo, in sama ideja, da voda kot življenje lahko obstaja na nek drugačen način kot na planetu. To se mi je tudi dopadlo.
Meni je predvsem všeč ideja torej neumešavanja v zadeve drugih, ne, ker Paris ga dobi potem po prstih od Janeway, zelo mulc, strinjam se s tabo. Štekam te, vsi bi že radi želeli rešiti tale problem, ki ga imajo oni tle, ampak pač Prime Directive, bitch, nimaš kaj prste mešati noter. Všeč mi je aspekt noter, ta ena mini scena je, ona dva z Janewayom čajček pijata v šalcah iz 19. stoletja in se pogovarjata o tem, kako imata oba dva rada Jules Verna, ne, iz 20,000 mil pod vodo. Pa tudi ta koncept, da v bistvu ta rasa, ki je pač tujerodna temu planetu, se v bistvu zaveda, kaj počne temu planetu, ne? Ampak ker ni politično smotrno, zdaj vse naenkrat opozarjati, mi moramo ekonomijo spremeniti, pa nekaj vrtati v luft, pa ne vem, rudariti, ne? Tako si se izrazil. Bomo pač mogoče teh 5 let, ki nam še ostanejo, to bomo malo pod preprogo pospravili, pa bom jaz na stolčku ustal, pa ne bomo se ukvarjali zdaj z temu ekološkim problemom, oziroma z dobesedno življenjskim problemom. Paris pa seveda tega pač ne želi, jim želi pomagati, ampak Starfleet, ne, pač jebem ti. Tako tu se mi zdi tematsko povezano v tem smislu, da pač vojska nekako mogoče v Abyssu ima eno sliko, brez domišljije, kako bo neko zadevo rešila, ampak pravi ljudje, srčni ljudje bodo pa to drugače reševali. Ne? Da pač tukaj vedno neko srce pa, ne vem, pride v ospredje in potem kljub temu, da mogoče dobiš po pički, mogoče tako kot na Abyssu polovico tvoje posadke se utopi, ne? Ampak boš naredil svoje. Ne? Ne pozabiti, v Abyssu se full folka utopi. In tudi mi je zelo zanimivo, kako je redko kjera solzica potočena za to izgubo. Ne vem. Mi to ne vem, zakaj me zelo spomnil na Million Ways to Die in the West, ki rekel, people die at the fair. Tukaj Ed Harris preživi, zakaj bi se ljudje sekirali, a ne Igor? To je najbolj važno. Samo, kar se še tiče te subtilnosti, samo to bi še za Abyss nazaj dodal, ker v Special Editionu je še ena scena noter, ki je v bistvu, mislim, da v theatrical cutu ali pa releaseu izrezana. Čist na koncu, ko se vsi ti, ko se ladja dvignejo, ne? Veš, oni ladji na vrhu temu rošilcu, ki oskrbuje v bistvu od spod posadko, ne? Imaš to vojaško povelje, ki cel cel spremlja in na koncu, ko se ladja dvigne, v bistvu je non-stop en vojak zraven, ki ima puško gor. Pa se sprašujem, zakaj ima ta tip na ameriški privatni firmi, ameriška vojska puško non-stop gor, kot da bojo teroristi ravno kar uleteli skozi vrata, razumeš? Pol pa še na koncu, ko vesoljska ladja pride gor, ko v bistvu nimaš v Rusih ne duha, ne sluha, on začne s puško meriti proti ladji noter. Tako da toliko o tej Cameronovi subtilnosti, kako so vojaki glupi ali kako, ne vem, brez domišljije, Jezus. Ne, to, veš, mi to so leta drila, ne? To je refleks, veš. A je? Ne vem, kad tisti tip zgleda, v bistvu veš, kako je zanimivo, oni gor so oblečeni kot v Jagu, naprimer, ne? Sploh neki Navy Seals pripravljeni za skuba, veš, da bojo ravno skočili not pa pomagali rešiti 200 šit. On tip ima tisti M15, ali kaj je ono sranje vietnamsko, ko so ga uporabljali, ki mu ne bi ob kapljici vode mu ne bi več pomagali, gojzer je imel gor, razumeš, sploh ni pripravljen za kar. Ne, oni gor zato, veš, bom rekel, da oni so v bistvu neki birokrati vojaški, ne? Oni zato, da varuje njih, ne? Ja. No, to se mi zdi v bistvu tako high concept Hollywood, ki reče, vojake moramo Cameron reče, vojake moramo narediti čim bolj glupe, ampak še vizualno jih moramo tako prikazati, ne? Tak da, veš, tip bo ne v rokavčkih, ampak v kratkih rokavah, pa meru bo v vodo noter ta svojo puško z enim saržerjem metkom, veš, that's it. Amerika. Lej, če dober zadene, nikoli neš. Skratka, to je bil Star Trek kotiček in pridemo na rubriko, kaj gledamo, beremo, poslušamo, ki je tokrat specialna tudi zaradi tega, ker bo Simon imel ves prostor in čas, da pove, kaj je gledal, bral in poslušal, kajti mi smo na sporedu že v torek, tako da bomo prihranili, pa jaz res mislim, da
Igor je gotovo kaj pogledal vmes, no, to se ne. Evo, Igor kima itak, tako da to se sploh ne bojim, ampak mi si bomo pa vzeli malo predaha in vam povedali, kaj smo gledali, brali in poslušali v naslednji epizodi. Simon, skratka, cel oder, cela naftna ploščad pod vodo je tvoja. Sprehajaš se po robu. Tako je. Kaj si torej gledal, poslušal, bral takega, kar bi mogoče priporočil našim poslušalcem ali pa jim povedal, ne tega gledati in brati? Bom poskušal izliti svoj okus. V bistvu zadnje čase, kar se filmov tiče, sem več ali manj pogledal te Oskarjevce, ki so Manka, Sound of Metal in pa Promising Young Woman, kar se mi zdi v bistvu ravno ta zadnji me je v bistvu najbolj presenetil, no, nekako. Ker zelo dolgo se mi zdi, da nisem še kaj, filma na podobno tematiko, nisem rekel tako dobro dodelanega, s tako dobro igro videl, ne, in s tako poanto na koncu nekako. Ne. Zdaj, tudi tega sem pogledal, tudi The Trial of the Chicago 7. Kar se tiče zadnje serije, sem pogledal tole znanstveno fantastično zadevo The One, ki govori, bom rekel, o datingu skozi genetiko. Glavno vlogo igra Hannah Ware, mogoče si jo spomnite, če ste gledali nadaljevanko The Boss, kjer je Kelsey Grammer igral župana Chicaga, je ona igrala njegovo hčerko. No in glavno ta Hannah Ware, kot Rebecca Webb, igra v tej nadaljevanki neko šefico nekega, bom rekel, koncerna, oziroma neko šefico neke privatne firme, krata multinacionalna, ker ona kot genetičarka in njen partner pogruntata, kako, bom rekel, spraviti skupaj, bom rekel, ljudi skozi genetiko, po domače povedane. Bom rekel, ljudje z istim DNK-jem se lahko srečajo in so si zavedno usojeni in so si, bom rekel, zavedno pravi, ne, se pravi, nič več, bom rekel, ponesrečenega dejtanja, nič več ponesrečenih zmenkov, ne, vsi smo, bom rekel, na prvi šus, ne. Mislim, zdaj, tako bom rekel, kar sem povedal, se zdi, bom rekel, zelo na prvo žogo, pa zelo, bom rekel, se lahko sliši neumno, ne, ampak koncept, ampak bom rekel, nadaljevanka, bom rekel, 8 epizod je sicer, se je pa zdela, bom rekel, taka zelo, bom rekel, gledljiva je bila, no, saj osebno meni, ne. Tako da bom rekel, jo priporočam, na Netflixu je 8 epizod, prva epizoda je bila 12. marca, tako da bom rekel, mislim, da se da celo v šusu pogledati. Zadnja knjiga, ki sem jo pa bral, je bila pa The Three Body Problem. Očistna Livija, mislim, da je dobila 2015. je dobila Nebulo za najboljši znanstveno-fantastični roman. Zadnje čase pa mislim, da smo zvedeli za to knjigo tudi, ker Benioff pa Weiss ne bi delala nadaljevanko na podlagi te knjige. Tako da to je nekako zadnje čase z moje strani. Pa ti je všeč knjiga? Ja, v bistvu jo še berem, nekako na polovici sem, ampak je, mislim, zelo jo priporočam. No. Ja, ok, ful te še čaka, konec je spektakularen. In ne pričakuješ tega, kaj se bo zgodilo res. Tako da, you're in for a treat. Well, thank you. To je vedno najboljši na svet za vsako stvar, ko nekomu rečeš, stari, ne pričakuješ, da se bo zgodilo na koncu. Kako ti veš, jaz pričakujem vse. Mene bi v bistvu ful presenetilo, če bi bilo točno to, kar jaz pričakujem, ker to, kar jaz pričakujem, je kar odfukano. Okay, ne, samo lej, nikoli ne moreš pričakovati španske inkvizicije, ampak vse ostalo pa ne bo že. Tega pa res ne, to je pa res. No. Španska inkvizicija. Ljudje in ljudje ne boste verjeli, ali pa, jaz ne vem. To je bila že naša 86. epizoda. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obot, podcast za serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Simon, to je Refleks Habjan, Mito, boli me kurat za pot Tone Gegič, Igor, imam film na DVD-ju Hard, in Aljoša, svečka v temi Harlamov. Tole epizodo smo znova posneli preko spleta z naših domov. Mi se še vedno čuvamo, upamo, da se vi tudi s tem, ko čuvate sebe, čuvate svoje bližnje, sosede, sodržavljane, s tem pomagamo razbremeniti medicinsko osebje, čuvamo se lahko samo skupaj.
Ostanimo skupaj tudi, ko smo narazen. Današnja epizoda se torej vključuje v program Meteorite 2021. Poglejte, kaj vse drugega dobrega se še dogaja oziroma se je zgodilo. Poglejte si kaj, sodelujte kaj in ostanite globoki. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerajte, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcasts, spremljajte platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in če boste v naslednjih dneh kje srečali kakšne vesoljce, pod vodo ali nad njo, jih ob grožnji z uničenjem zemlje predlagajte, naj namesto da gledajo televizijo, raje poslušajo podcaste. Potem se bodo naučili vse o tem, kako sijajno je človeštvo. Če bodo poslušali podcast o Bot, pa se bodo naučili tudi vse o prijateljstvu, ljubezni in sreči. Pa kletvice. Tudi kletvice sodijo k ljubezni. Podcast o Bot, ljubezen, ki gre skozi uho. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu smo podcast s K-jem, Obot brez pikice vmes. In tam delimo rajcere, prikolice in druge zanimivosti. Tja lahko usmerite vprašanja, pripombe, komentarje, načrte za podvodna vozila, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 86. epizoda, 30. special iz karantene. Mi pa se poslušamo znova v 87. epizodi, ki bo na sporedu menda že v torek, ko bomo delali nekaj grozljivega, vkolikor to ne delamo vedno. Obodovke in obodovci, do takrat pa nam le ostanite zdravi in se poslušamo. In imejte veter v jadrih. Veter v jadrih, plavaj s plimo, ali pa ne vem. Razmišljajte globoko. Plavaj s plimo. Kako ne? Ja. Ali pa moramo kakšno... Plavaj s plimo je tako, da mrtvaka plava, ja, pa da se utopljeni. Ali pa ne, moramo kakšni zvočni efekt. Please share and subscribe.